prikolica bo, prikolica. Malo se domov gredeš, ampak ni panike. Na delež bi lahko rekel, da tale prikola zgleda dokaj klasična, ampak če jo grem pod blizu pogledat, je pa to prikola, da sam bulaš. Zdaj pa še malo bolj v detajle, kar prikola naredijo res premium, pa za profi uporabo. Stranice, komplet Hardox. Tele zapirala kamionske. Poden, ta močen Hardox, 500, 4 mm, šasija komplet cinkana iz Strings materijala S700. Vse spodaj. Kot zanimivost, Strings pa Hardox je blagovna znamka švedskega podjetja SSAB. To se pravi, da tale komplet prikola je praktično narejena iz švedskega jekla. Hardox ima obrabo odpornost, se ne zliže, poden pa bolj je odporen na udarce. Predvsej bolj kakor navaden pleh, no. Strings te lastnosti nima, ampak jo niti ne rab. Tako sem rekel, je šasija iz Stringsa in ima dobro natezno trdnost, je žilov, v bistvu je pa tudi, da z manj materijala dobiš boljše rezultate. Recimo navaden pleh 6 mm je isto kot Hardox ali pa Strings 4 mm. In tudi tlele poden, kot sem že prej rekel, je 4 mm. Imajo pa proizvajalci tele prikolce, MFCT iz Ljutomera, certifikat od Hardoxa, kar pa ni toliko enostaven dobiti. Tle noč se tudi skriva ena posebna pamet, pa zadaj tudi nekaj zelo uporabenega, ampak to bomo jih kasneje pogledali. Dajmo jo ta prvi luft dvigant. Prejle sem rekel, da bomo nekaj malo kasneje pogledali, ampak daj, ko sem dvignil kason, se v bistvu spodaj že te skrivnosti vidijo. Tlele so cilindre za odpirati planke, tole so pnevmatski, lahko so hidravlični, spodaj se skrivajo tudi rampe. Pod podam je komplet tale mreža cinkana pa štrihana, oboje. Svečo ima eno, ampak res komadno, batino. Prikolica je tudi komplet na blazinah, kar pomeni bolj udobno vožnjo, pa opcijo dvigana pa spuščana. Tle spodaj sta tudi dve aluminijaste posode, ena je za zrak bremze, ena pa za blazine. Tole je za ročno zavoro, takrat ko odneš pa to jo itak za bremze, pa jo bom potegneš delka, ne vem, z viličarjem predstavljaš. Tole je pa za blazine, za spuščati, nižati, ali pa tle nasledka je, da pa je to avtomatsko uravnava. Da vidimo, če ima dosti zraka not v kanistre. Evo, že odzige. Je pa to fora, recimo, če prideš na kakšen tak bolj zajeban teren, kako bi rekel, da je precej razgiban ali pa blaten ali pa to, da je pa vse skaj malo dvignen. Zanižati pa ne vem, mora biti kdaj, če se kakšen stroj naklada, da je bolj nižji pride, no pa dol sedva. Vkaj pa čisto spim praktično na blatnike dol. Vse tele zračne zadeve so obvapkota, tlele vidim, da je en komandni blok not, tamle zadaj je za štrom. Se pravi, tale izvedba je res komplet pnevmatska, razen tega cilindra itak. Tudi tale ta spodna mreža pod kasonom, vidim, da ima cel kup enih prakatov. Tudi če kakšne skale pa to hormetov, more kar držati po mojem. Akse, kamionske na 10 šraufov, tele so BPV-jove, lahko se pa gor tudi natakne SAF. Kolesa 19 col pa po, 435/50, pač klasika. Tamle gor je tudi boks za gurtne, ketne, orodje, kakorkoli. Tlele sta tudi še dva nosilca, recimo en za lopato, en za metlo. Če kitke dol pade, da hitro malo pomedeš ali pa da kason pospravaš. Zdaj tako je, tale prikola je še vse bolj kamionska, kot pa traktorska. Akse so precej na sred, bolj malo pritiska na ta prvi priklop traktorja. Kombinacija, lahko se to s kamionom vozi, lahko pa s traktorjem. Imaš pa tudi več izvedenk. Recimo ta druga je
ista, edino, da imate prvo akso, da ima razbremenitveni ventil še gor. To se pravi, se jo da dvigant in dobiš dodatno 600 kg na priklop v traktorja. Da več teži na traktorje, bolj v tla pritiska, bolj pele. Tretja opcija je pol traktorska, isto, visok priklop še vseglih, 2 tone na priklop, tam pride, zato ker je tudi tandem bolj nazaj pomaknen, plus opcija je še vseglih razbremenitvenega ventila, oziroma razbremenitev prve akse. Četrta opcija je pa čist traktorska, to se pravi tandem, kolesa pomaknjene čist nazaj, spredite spoden priklop K80. Mislim, ti pa povedal, kaj sem s traktorjem voziš. Da nam preveč zakompliciral, v glavnem prikolco naredijo čist po želji kupca. Tle gor spredi so vsi priklopi za traktor in kamion, to se pravi, se da kamot kombinirati. Edin trenutno nima ABS priključka za traktor, tudi to se da dobiti, ampak to mrskašen traktor itak sploh nima. Tle pritel mora biti itak zrak, bistvo je zrak, pa hidravlika za cilinder dvigneti, tile 2 kabla imam pa sta pa za kamion, ampak sem jih dal not v kabino, zato da jih nekaj potrgal, pojkem vozil. Ta letaca je tudi pocinkana, to ni velikat. No, zdaj pa še ta skronoc, ki sem prej pravil, tole je tudi ena res zanimiva zadeva, no. Mislim, vsaj zame je zanimiv. Obe ta krajine pa ta zadnja se odpirajo pnevmatsko, prek daljinca, prek telih komand. Opcija je tudi hidravlično. Z daljincem iz kabine freten odpiraš planke po želji. Pa sam cilinder pritisneš, že začne kipati in je to to. Pojka dol pade, pa takole, na tipko. Zdaj, če na daljince baterija ali pa kaj zmanjka, je pač opcija tudi le ročno. Za uno stran je isto. Zdaj, če bi hotel stranico odpirati tudi zgori, je ročen tale kamionski zapiral, tako kot zadaj. Pa spet opcija dobiti Boardmatic stranice, kad pa lahko odpirajo prek daljinca tudi iz te strani na dol. Pojte zadnja stranica, itak je že sama brutalna, ojačena 100-krat. Spodaj pod kasona so tisti pnevmatska cilindra in se fleten poj odpre, zapre. Evo, takole. V bistvu lahko sam klikneš, pa jo poj tak do konca zatakne. Tale železe, ki se gor vidi. Morda se kakšen sprašuje, zakaj je, ampak to pojka rampe vam potegneš, ki jih bom tudi delal vsak set vam potegnil, da se bagar ali pa pač tista reč, ki gre gor, bolj prime. Sploh v primeru kakšnega dežja, blata, pač za boljši grif. No pa zdaj, ko imam lih odprt že, bo še gor splezal. No in tle gor je tudi pri kraj še 6 kavlov na vsak stran. Za vezati, za gurtnati, za ketnati, kakorkoli. Takole gor se dvignajo, takole se jih pa bo spravil. In se tudi tako obrnen, recimo, da kad ti material kipaš, da gre material prek njega. Če bi bilo lih kontra, ga ploh odprl. Pa tole spredi, tudi verjetno mrskašen ni lih jasno, zakaj pa to bo. To so pa kavli za plug od bagarja. Plug pribiješ semle bum gor in ga ni treba vezati. Pač za policaja še vseglih mora biti to vse prevezan tipi top, tako da je dobra pogruntavšna. Na lampah niso tudi nič parali. In ne poč kar tako. Dobro, da če bi res hotel zbiti, bi še vseglih verjetno vka, ampak plus to, koliko je to neosvetlitve gor. Tlele zadnji, pa je še ta lučka, to so prav tak detajle, no. Zadnji rdeča, prstran, rumena, spredaj bela, trostrana, pa je tlej žmigavc, tlej žmigavc, tlej žmigavc. Spredaj tale ta bela lučka. Prej, ko sem govoril za tiste Boardmatic stranice pa to, tam je pa tudi prek daljinčka tudi kipane. V glavnem v tisti ta hudi izvedbi praktično vse z daljinca narediš. No, zdaj smo pa prišli še do telah ramp zadaj. Recimo jaz, ko imam doma bagarčka, pa ga sem pa kaj kam pelem, je tole super. Rampen kol ni treba čist dvigniti, jo v bistvu sam ven potegneš, tale ven, rampa je gor. Tako da čist bolj se ven potegnejo, pa jih pa sam nastaviš na širino, ki ima tiste glajze. In te zadnjo stranico spustim na rampe, kar pa pomeni, da so poj rampe fiksirane, ne morajo kam spolzeti, ne morajo dol padati in tudi panka drži kabak. In pa greš varno z bagarjem ali pa z valarjem ali pa s kakšno stvarjo gor. Rampe so 3 metrske, 9 tonske. V glavnem ta prikolica je najbolj mišljena za kmete, ki so zraven še malo gradbinci ali pa lih kontra, za prevoz gradbenega materiala, za prevoz mehanizacije, s poviškem lahko pa še kaj drugega se voz.
Tudi bale bo kaj stole vozil, tlek je dolg kason, boh ve, bo po mojem spravil 4 eno za drugo, pa pol 4 zadnji, pa še to gor. To se pravi 12 silažnih bal bo kaj pelil, oziroma 16 suhih, po mojem, če sem prav zračunal. Za vsakodnevno profi uporabaj to, no, ni to en hobi program. Ni zastonj Unistar, univerzalna prikolica, pa res ta prava zvezda, kva preko, no. Iz kamionskega vidika pa tale nadomešča ta visoko, ta klasično tandemko. Edina asfalta se ne da kipati v finišerje, zato ki je prenizka. Istočasno se pa da prevažati mehanizacijo, ki jo s tisto ne moreš. Zdaj pa še cena, verjetno se vsak sprašuje, boh ve, koliko to košta taka prikola s tako opremo, to gontret. Glede na to, kakšna prikola, če primerjamo s konkurenco, je še vse glih ugodna. Kva pomeni ugodno? Tale izvedba pride 45 jurjev plus davek. Zdaj prav čist tale izvedba, ki je tle pri meni, kolikor je on delal pa cel tele dni, bo pa poj cena 42 jurjev plus davek. Tako da, če v kakšnega zanimal, pokličite Unistar, MFCT, pa je ohkaj direkt od mene peljete k vam. Daj pa najbolje gremo v akcijo, no, to že komi čakam, jaz sem že toliko cajt snimal, da že moram še malo akcije narediti. No pa pojmo, čak, na ta počasne brzine dal, takola. Plugam pridem naprej, do teh kavelnov. Evo, pa sem našponan. Stranico spet pnevmatsko gor, pa je to fan. Evo, so zataknjene. Ne morejo ven. Aha, pozabil sem povedati še tele tačke. To pa recimo, če kakšen težji stroj, pa to se jih da dol. Zato, ker prikolica je dosti že še nesreta, ne, in jo kuj nazaj prevaga. Zaradi varnosti pa to, da jo taca drži. Tako je to, ja. Prej sem pozabil. Evo. Zdaj, ko imam na traktorje pripet, pa je majhen bager, ni panike, če pa kaj več, ga bi pa skoraj mogel dol spustiti. Pegle imam približene štelane, tako da nam kuj po kakšnih robnikah tolku ali pa po kakšnih čudnih zadevah na ovinkah. To je tako nedvomem, da se ne bi dobro pelal. Že traktor je vzmeten, pa še prikola vse na blazinah. Zdaj majhen je edin to, a ne, sicer dele imam bager dosti spreden naložen, je še vse glih malo težje na priklopu traktorja. Če mu pa šoder gor, da je bolj enakomerno razporejen, a ne, je pa vsa teža v bistvu na sami prikolc. In ti zna biti malo nevarno, če kakšen ovink prnoriš, to ohka traktor porine ali pa zvrneš vse skup. Dobro, da če brinzaš, pa to ohka rešiš, ker tudi prikola pa se brinza. Sam je pa kar malo nevarna, to je pa podobno kot vozna prikolca. Če je težka, pa da je bolj majhen traktor spredaj, da ohka porine, je nesreča, tik-tak. Plus je pa to, ko so na sred kolesa, da gre prikolca praktično skozi traktorja, ne. Ni treba kaj dosti ovinka jemati. Kar hitro zavija. Tale ruda je tako sam tista ta srednja sora ven in se jo da kar fejst zalomati prikolca s traktorjem. Zdaj tle ploh prikolo jaz tudi malo dvignil, a ne na blazinah, sicer, ajde, tle je še kakor tok teren.
Evo, prikolica naložena, ene 7 kubikov dobre imam gor, tako da je pol klanc, da vidimo, koliko šva. Sploh se ne vidi, koliko je to velik breh, ampak je orang zadeva. V te počasne brzine sem dal po 4x4, upam, da ne bo kakšna težava kit. Zato, ker težek sem dal na to orang. Navija gas. 10 na uro grem, mater pa še v spojke pa norcah. Evo, pa ribov. Če nisi navajen, je to kar malo tako. Prav lepo se pelje, bremze tudi nekaj prav primajo, so jih tako na avtomatsko naštelane. Tale prostor je treba nasuti, pa gre beton čez, tako da imam dela idealno šanso, da to naredim. Kipal bom na tole stran, na desno, zato moram tudi tale bolcem prestaviti, iz une strani na tega, da ne spode. Tale pride. Aja, je prav trikotnik narejen, ja. Evo, zdaj pa v ta prvo skipajmo. Zdaj sem pa še kosca preletel po tegale frizancah, ima res lepega. To se pravi frizan asfalt. Mater je fis. Doma imam tudi živalar, pa to preštiman. Zdajle se recimo 30 pelem, se pele kalor, no. Ne vem, če sem že kdaj to kubikov gradbenega materijala vozil, tako lepo. Pa to treba vse poglikati.
Jaz bi rekel, da mi smo se tega lotili popolnoma profesionalno, zdaj nasul smo levo, desno, vse pomal, s plugom jaz tudi čist pomal gliham. Pol bomo pa še z eno desko, ki jo je prinesel, tudi pomal poglihali, tako da bo malo bolj ravno, kot je zdaj. Ampak še zmer malo krivo, pa lepo. Alfa Tech me je dostavil tole ravnalno desko, kako preko, za 35 € na dan jo renta fletna. Pa kar fajn naredi, 2,5 metra široka. Jaz pa finiširam. Če malo bolj rišta prašimo, kako mu gre. Kako gre? Kako da obkladaš, teren je dober. Samo naprej. Se že orang fliha naredil, ajga? Edin caj, da nam bo zmanjkal danes. Danes smo fertik, moramo še tukaj urle konc. Imamo še, pa drugo naprej. Many hours later. Tudi kole za drugo robo je placa čez glavo za voziti. Priveze so tako gor. Jaz bom v bistvu delal sam 50 metrov rekord speljal. Naložil sem gor zato, da nam zviličenje tokrat letal. Evo, tega gor, kurtno, čez, tank, zakajlat pa bo. Je pa tudi poje, recimo čebale vam pridejo, čebale vozil. Bi lahko tudi za tele zagurtnil. Je, univerzalna zadeva, definitivno. To je to. Jaz bom tlele zaključil. V glavnem, kakor ste videli, je prikolica red za profi uporabo. Uprema top. Cena za tole za mano prikolico je 42 € plus davek, tako da če v kakšnega zanimal, karkoli, ali za to prikolico ali za kaj drugega, se pa obrnite kar na MFCT iz Ljutomera. Unijo znali več povedati. Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, pa obiščite še kaj bobnar7.si. Živ!